Jutri se na cestah začenja zimska sezona. Na domove v poplavah prizadetih družin prihaja pomoč. Med sladkornimi bolniki vse več mlajših ljudi. V Halozah izpulili repo velikanko. Lepo pozdravljeni. Jutri se začenja zimska sezona. V podjetjih, ki opravljajo zimsko službo v Mariboru, so na njo dobro pripravljeni. Tudi letos bo kakšnih 730 km občinskih cest in ulic čistil Nigrad. Za državne ceste pa bosta poskrbeli cestni podjetji Ptuj in Murska Sobota. Občina bo tudi letos za zimsko službo rezervirala podobno vsoto kot lani, skoraj 1,5 milijona. Pri Nigradu bo za pluženje občinskih cest, ulic in avtobusnih postajališč poskrbelo 150 ljudi s 40 vozili. Smo nabavili eno novo specialno vozilo, Unimog, z vsemi ustreznimi priključki. Kompletno smo obnovili vse posipalce. Soli in peska je za zdaj dovolj, saj hranijo še lanske zaloge. Čiste bodo tudi državne ceste. V Murskosoboškem cestnem podjetju bo zanje skrbelo 50 ljudi. Na bazi Lenart je približno 20 enot, posipno plužnih, v Hočah pa je 6 enot, to so pa same tovorna vozila. Občani so bili lani z delom zimske službe nezadovoljni predvsem v središču mesta. Parkirišča so ostala zasnežena. Ta dilema žal ostaja, zato ker je odstranitev snega s pluženjem je možno samo takrat, če nekdo odstrani vozilo, drugače se pač iz vozišča sneg dopluži do vozila, ki je tam parkirano. Ne pozabite, jutri morajo biti vozila opremljena z zimskimi pnevmatikami. Letos je velika večina voznikov zamenjala pnevmatike že prej, ob tistih prvih napovedanih padavinah v oktobru, tako da zdaj je v bistvu stanje tekoče. Globa za vozilo, ki ne bo opremljeno z zimsko opremo, je 40 €. Potem vozila, ki ne bodo očiščena, je globa 200 €. Kaznovani pa bodo tudi lastniki hiš, ki nimajo nameščenih snegolomov in ne bodo pravočasno odstranjevali ledenih sveč. Globe znašajo od 120 do 500 €. V podjetju Prevent Halog iz Lenarta so se zaradi slabšanja gospodarskih razmer odločili znižati število zaposlenih. Da bodo odpustili 213 delavcev, so se obvestili sindikat v podjetju in Zavod za zaposlovanje. Prvim zaposlenim v pretežno ženskem kolektivu, ki trenutno šteje skoraj 750 ljudi, bodo odločbe o prekinitvi delovnega razmerja izročili decembra. Po nekaterih informacijah je mogoče tudi to, da bi vsem zaposlenim skrajšali delovni čas na 6 ur za vsaj nekaj mesecev. S tem pa bi brez dela ostalo manjše število delavk. Spet se je izkazala slovenska pripravljenost pomagati tistim, ki so jih poplave zelo prizadele. Pri tem pomaga tudi naš regionalni RTV center Maribor. V posebni oddaji, ki smo jo pripravili v ponedeljek zvečer, ste darovali več kot 23 000 €. Številna podjetja pa so se klicu na pomoč odzvala z materialom oziroma izdelki. Nekaj teh smo zapeljali v Duplek. V zbirnem centru smo srečali mamico z le nekaj mesecev starim dojenčkom, ki je med oblačili iskala tisto najnujnejše, saj je tudi njim dom zalila voda. Oba s partnerjem sta gluhonema, živita pri starših. Podarili smo jima še ključek za 30 litrov mleka. Družina je obleko in hrano odpeljala domov, kjer nam pokažejo, kako visoko je bila voda. Tudi Mariničeva, ki je visoko noseča, je bila izdelku perutnine in ključka z mlekom izjemno vesela. Da ste imeli za 2 meseca za vaše otročke, pa za vas seveda. Hvala. Brez besed, ne vem, kaj naj rečem. Klicu na pomoč se je namreč odzvala tudi družina Frešer. V zbirni center pa smo pripeljali tudi pakete perutnine, kruh in pekovske izdelke, ki so jih po noči za poplavljene spekli v pekarni Postojna, in donacijo Mariborske livarne. Prizadetim bomo namenili nekaj denarnih donacij, predvsem pa seveda sanitarne armature. Dobrota je res velika v ljudeh, to se vidi, tistih, ki nimajo in tistih, ki imajo. Da je pripravljenost pomagati velika, smo se prepričali tudi sami, saj so hrano in oblačila vozili od povsod. Iz Lenarta, Slovenskih goric. Bomo pomagali, bomo to razložili. In tako gospa Marina in drugi prostovoljci v zbirnih centrih že 8 dni brez odmora delijo pomoč. Ljudje, ki so iz podeželja ali ki imajo živino, prvo je reševal živino, prvo je rabo za hleve, kasneje je prišel na vrsto. Ob tem pa ljudi dobre volje obveščajo, da je v zbirnih centrih oblačil dovolj, primanjkuje pa ozimnice in gospodinjskih aparatov.
V okviru projekta City Volunteers, ki poteka prek čezmejnega programa Slovenija-Hrvaška, so danes v Mariboru na Koroški cesti 18 odprli prostovoljsko pisarno. Njen namen pa je razvijati prostovoljstvo na mariborskem območju. Za vzpostavitev pisarne sto združili moči Slovenska filantropija, Mladinski kulturni center in Mariborska občina. Na današnji svetovni dan sladkorne bolezni je Društvo sladkornih bolnikov v Lenartu organiziralo merjenje krvnega sladkorja in tlaka. Gre predvsem za bolezen sodobnega človeka, saj kljub številnim novostim v zdravljenju, o katerih so danes razpravljali tudi v Univerzitetnem kliničnem centru v Mariboru, število obolelih narašča. Sodoben način življenja, premalo gibanja in slabe prehranjevalne navade sta glavna vzroka za sladkorno bolezen tipa 2. To diagnozo ima v Sloveniji kar 90% sladkornih bolnikov, gre za več kot 100 000 ljudi. Milka Cartl je zbolela pred 15 leti. Stalna dieta in zdravila so zdaj njen način življenja. Ker sem zdaj toliko mislim na boljšem, jaz se tako počutim, ker imam črpalko. Tada ne rabim, prej sem se 5-krat dnevno mogla inzulin dajati treba, zdaj se več tega ne rabim. Lahko se malo bolj se nekje urejam sladkor, kot sem si ga prej. Tako napravo ima okoli 1000 bolnikov v Sloveniji. Najprej so jih odobrili otrokom, na širšem mariborskem območju pa je trenutno uporablja okoli 80 odraslih oseb. To so v bistvu zahtevni bolniki, tudi obravnava njihove zahtevna. Zato me tudi čudi, da recimo zavarovalnica ne prizna dodatnega časa v obravnavi diabetika z nizko črpalko, ki je vsekako drugačen kot diabetika na dieti. Zdrav način življenja pa je najboljši preventivni ukrep. K temu pozivajo tudi v Društvu sladkornih bolnikov Lenart, ki šteje 200 članov. Predvsej se gre našim članom za druženje, zato organiziramo tudi razne izlete, piknike in vedno je precejšna udeležba. Ko vidim koga, da se nekdo sladka, tako kao mene strese, ali ne vem, ker pa že 15 let živim s tem črnim kruhom, manj jest. In ko vidim, da se nekdo z čipsom ali pa kaj, žal vse nekom včasih komu rečem, ker me to nekaj boli, da vidim, ker jaz sem srečna, če so vsi zdravi, sploh mladi. V Sloveniji je na prvem uradnem obisku srbski premijer Ivica Dačić. Z gostiteljem premijerjem Janezom Janšo sta govorila predvsem o gospodarskem sodelovanju med državama, tudi o reševanju težav slovenskih podjetij, ki poslujejo v Srbiji. Premijer Dačić vodi tudi srbsko notranje ministrstvo. Slovenskim notranjim ministrom sta podpisala dogovor o sodelovanju na področju policije. Sledijo pa še druge domače vesti. Predstavniki sindikatov so danes predstavili potek demonstracij proti načinu reševanja krize, ki bodo v soboto na Kongresnem trgu v Ljubljani potekale med 11. in 13. uro. Zbrane bo nagovorilo več govornikov. Organizatorji pričakujejo tisoče ljudi, pozivajo pa k mirnemu protestu. Za varnost bodo skrbeli tudi policisti in varnostniki. Bistveno sporočilo sodelujočih je povedati, s čim so nezadovoljni in čemu nasprotujejo. Državni zbor je dokončal obravnavo predloga novega zakona o delovnih razmerjih, ki skupaj z obravnavanim predlogom novele zakona o urejanju trga dela predstavlja reformo trga dela, s katero naj bi to področje postalo fleksibilnejše. Vlada je predlog v veliki meri spisala z mislijo na mlade, ki končujejo študij in ne morejo najti zaposlitve, je poudaril Virant. Po drugi strani delovna mesta ustvarjajo delodajalci, zato podpirajo poenostavitev postopkov odpovedi pogodb o zaposlitvi in se bodo zavzemali za to, da bi delodajalce še bolj razbremenili. Državni zbor se je med drugim seznanil tudi s predlogom novele zakona o dohodnini, od katere si vlada obeta 23,5 milijonov evrov dodatnih proračunskih prihodkov letno. Finančni minister Janez Šušteršič je kot najpomembnejšo rešitev omenil administrativno poenostavitev davčnega poslovanja malih podjetij, ki bo vodila v rast podjetništva in odpiranje novih delovnih mest. V Pozitivni Sloveniji še niso prejeli odgovora premijerja Janeza Janše na poziv, naj zaradi zapletov s podpisi pod referendumsko pobudo razreši notranjega ministra Vinka Gorenaka. Tako je še vedno odprta možnost interpelacije, neuradno pa odločitve danes še ni pričakovati. Zaplet je v Pozitivni Sloveniji danes pojasnjeval tudi predsednik Državnega zbora Gregor Virant, ki ga stranka poziva k odstopu. Gorenak pa je na svoji spletni strani zapisal, da se interpelacije ne boji.
Na okrogli mizi z naslovom Kako aktivno upravljati slabe terjatve so se ugledni slovenski bančniki strinjali, da je v bančnem sistemu zelo pomembno zaupanje. Zato so ključ do uspešnega upravljanja terjatev, tako slabih kot dobrih, odkritost in transparentnost ter strokovno usposobljeni ljudje. Kot je povzel predsednik Združenja bank Slovenije France Arhar, je problem Slovenije ta, da v njej ni bilo intervencije v bančni sistem, kot se je to zgodilo v Evropi. Na kmetiji Veglovih pa so letos imeli velik krompir oziroma natančneje veliko repo. Podobne v Sloveniji letos zagotovo ni, sploh po hudi suši, ki je prizadela precejšen del kmetijskih površin. Pri njih je niso občutili, za dobro letino pa se tudi niso pretirano trudili. V Halozah pri družini Vegel so z letošnjimi pridelki zadovoljni. Vseeno pa jih je zelo presenetila rekordno velika repa, ki je zrasla na njivi za hišo. Mislim, da nima kaj dosti manj kot 3 kile, ali pa vsaj 2,5. Za puljenje takšnih velikank bo potrebno veliko parov rok, skoraj tako kot v znani pravljici o debeli repi. In kar nekaj takšnih jim je letos podarila zemlja, čeprav se niso kaj prida trudili, zgolj preorali, repo posejali in pobrali. Mislim, da so vsi imeli manjše repe, tako da, ko sem dol sosede videla, to so z lahkoto trgali, ampak meni je to malo čudno, da je taka velika zrasla. Medtem ko običajna repa tehta manj kot pol kilograma, so njihove precej bolj premaknile kazalec na tehnici. Tota pa ima okrog 3 kile. Za koliko mislite, da bo ena 3-kilska repa, za koliko bujte repe? A to pa bo kar nekaj. Mislim, da za kakšna 2 obroka več pa tudi ne. Še sreča, da jo imajo pri Veglovih radi, saj je bo več kot dovolj. Repine krme pa bodo vesele tudi živali, ki jih ne manjka na kmetiji, kjer se trudijo, da se kolikor le da samo oskrbujejo. S takšnimi letinami to ne bo težko. Na Malem odru mariborskega gledališča bodo jutri premierno uprizorili prvo predstavo za najstnike Totalka. Pod režijo se podpisuje Branka Nikl-Klamfer, ki je v prejšnjih sezonah že zrežirala uspešnice za otroke, Čarovnica Hilary gre v opero, Vilinček in Juri Muri v Afriki. Predstava Totalka je nastala na podlagi besedila slovenske novitete Tamare Matevc v priredbi Maje Borin. Gre za repertoarno poslanstvo mariborskega gledališča, saj je v slovenskem prostoru manjko dramskih besedil in predstav za mladino. Prvi in najhujši stavek, ki ga je možno pri tem odgovoriti, je, da so mladi tako polni trikov, da so popolnoma neulovljivi. Seveda potem skušaš najti vsaj nekaj stičnih točk z njihovim jezikom. In to moram reči, da se potem prav skupinsko trudimo z dramaturgom, z scenografom, z igralci. Zgodba govori o dekletu, ki se z avtom odpravi na svoj prvi zmenek in ima prometno nesrečo. Pri tem podoživi vse svoje življenje. V predstavi igrata Nejc Ropret in kot gostja Maruša Majer. Predstave z 2 igralcema so zmeraj na nek način specifične, ker pač nimaš časa za dihati, na nek način, ves čas si v situaciji in pač menja se samo to, kdo vodi prizor in kdo ne. In pač gre samo za, da se ujame neka kemija med 2 človekoma, ki sta na odru. Prav za to starostno skupino še nisem imela predstave. Te predstave za najstnike so, se mi zdi, v vsakem primeru zelo redke, tako da je tudi to moja prva in me zelo zanima, kaj bojo mladi rekli na to. S predstavo Totalka, ki komunicira z generacijo mladih, ustvarjalci mariborskega gledališča še dodatno potrjujejo zavedanje o vzgojni vlogi gledališč. Košarkarji Maribora Mesarja uspešno nastopajo v Ligi Telemach. S 3 zmagami in 1 porazom si trenutno delijo prvo mesto na lestvici. Tretjo zaporedno prvoligaško sezono so Mariborčani pričeli zelo spremenjeno ekipo. Iz lanske je ostalo le 5 košarkarjev, vendar je zasedba vseeno hitro ujela zmagovalni ritem. Glede na pripravljalno obdobje moram reči, da me je malo presenetilo. Malo me je presenetilo, vedel sem, da so močni karakteri, nekateri, ko smo imeli odprej. Pač igramo dobro obrambo, vsak nasprotnik nam da 60 košov, kar v gosteh in doma. Tako da smo prava trdnjava pod košom. Napravili smo za zaporedne 3 zmage, što nam je jako najpomembno u nastavku, jer je liga jako izjednačena i svaka zmaga je pomembna. Še posebej, če je izražena z visoko razliko, se v tem primeru lahko dobijo priložnost vsi košarkarji.
tudi tisti, ki sicer niso v ospredju. Vsi fantje so zelo pridni, se trudijo, kemija v ekipi je dobra. Mislim, da se to opazi tudi navzven in zaenkrat to prinaša tudi rezultat. Mariborčani so se pobrali po uvodnem tesnem porazu z Rogaško Kristal. Nazadnje so Škofjeločane premagali za 30 točk. Teden prej so se v gosteh znesli nad Laščani. Bilo je 26 točk razlike. Oni so zelo dobra ekipa in mislim, da nam je to dalo neki vzgon za naprej. Vendar smo ohladili glave, nič še nismo naredili, sezona je še dolga. Osnovni cilj ostaja uvrstitev v Ligo za prvaka, torej med najboljših 6 ekip v prvem delu tekmovanja, kjer nastopa 10 moštev. Hrvaško tožilstvo je danes v sklepni besedi na sojenju nekdanjemu hrvaškemu premijeju Ivu Sanaderju v primerih Hypo in INA MOL zahtevalo 15 let zapora, kar je najvišja možna kazen. Sanaderja v teh primerih bremenijo vojnega dobičkarstva ter prejemanja nezakonite provizije in podkupnine. Sanader je v ponedeljek in torek zanikal vse navedbe v obtožnici. Preglejmo še drugo tuje dogajanje. Po Evropi se je danes več milijonov delavcev pridružilo demonstracijam, stavkam in drugim akcijam proti varčevanju v gospodarski krizi, katerim je v okviru Evropskega dneva akcije in solidarnosti pozvala Evropska konfederacija sindikatov. V Španiji na Portugalskem poteka 24-urna splošna stavka, ki je precej ohromila obe državi. Protestnemu valu po Evropi so se pridružili tudi italijanski študenti in zaposleni v šolstvu, ki so prav za danes napovedali 4-urno splošno stavko po celi državi. V Pekingu se je končal 18. kongres vladajoče komunistične partije. Delegati so izvolili nov centralni komite, ki ima okoli 200 članov, v vodstvo pa je bil izvoljen tudi podpredsednik Xi Jinping. Ta bo jutri prevzel vodenje stranke, marca prihodnje leto pa bo na predsedniškem mestu zamenjal zdajšnjega predsednika Hu Jinta. Japonski avtomobilski proizvajalec Toyota bo po svetu vpoklical 2,77 milijona vozil 13 modelov, med drugim vozil hibridnega modela Prius. Do novega v vrsti vpoklicov v zadnjem času bo prišlo zaradi napak na krmilnih sistemih in vodnih črpalkah. Vpoklice nanaša na avtomobile letnikov od 2000 do 2011. Po navedbah Toyote zaradi napake sicer ni prišlo do nobene nesreče. Več 10 tisoč ljudi si je v avstralski zvezni državi Queensland ogledalo popolni sončev mrk. Redek naravni pojav, ko luna popolnoma pokrije sonce, je trajal 2 minuti in povzročil pravo navdušenje. Naslednji sončev mrk si bo mogoče ogledati leta 2015, viden pa bo v delih Islandije, Evrope, Severne Afrike in Azije. V Sloveniji bo takrat mogoče opazovati delni sončev mrk, popolni mrk pa bo pri nas viden šele leta 2081. Dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost, ki se predvsem na vzhodu lahko zadrži večji del dneva. Na Primorskem bo še pihala šibka do zmerna burja. Temperature bodo sprva od 1 do 5, čez dan od 4 do 9 stopinj Celzija. V petek bo na Primorskem in v gorah pretežno jasno, po nižinah v notranjosti pa se bo večinoma zadrževala nizka oblačnost. V soboto in nedeljo bo pretežno jasno, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla. V nedeljo se bo na Primorskem in Notranjskem pooblačilo, ponekod bo zapihal jugozahodni veter. Pred koncem pa še vabilo k ogledu že 15. Štajerskega gospodarskega foruma na našem sporedu bo ob 20. uri z naslovom Bo pokojninska reforma rešila pokojninski sistem Slovenije. Sodelovalo bo nekaj strokovnjakov z tega področja, ki se z različnih vidikov ukvarjajo s pokojninsko reformo. Hvala tudi za pozornost v naši oddaji in lahko noč.